Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V nedeljo 12. marca bomo v občini Slovenska Bistrica praznovali občinski praznik. V ta namen v studiu Bistrica gostimo župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Gospod župan, dobrodošli v našem studiu. Ja, hvala za povabilo. Lep večer vam in pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. Začniva torej praznično. Že v soboto bo v Bistriškem gradu potekala slavnostna akademija, na kateri boste podelili tudi občinska priznanja za leto 2016. Listino občine bo prejela Družba za upravljanje Impol 2000 za izjemen prispevek k razvoju in napredku občine Slovenska Bistrica. Torej, zagotovo bo letos listina v pravih rokah. Ja, no, gledajte, seveda bo letos v pravih rokah, jaz ti verjamem, da je bila tudi v vseh preteklih letih. Ko seveda govorimo o teh podelitvah priznanj, je verjetno se vsi tisti, ki so predlagani, zaslužijo. Priznanja pa verjetno še marsikdo, ki tudi ni bil, pa ki je izpuščen. Je res, da kar zadeva seveda našo občino, so bili postavljeni že kar nekaj časa nazaj z odlokom pač relativno visoki kriteriji, ki dajo na nek način tudi težo potem tem priznanjem. Zdaj dobitnikom priznanj liste tudi jaz že v tej priložnosti iskreno čestitam. Če pa seveda govorimo o gospodarstvu, Impol je vsekakor nosilec gospodarstva, smo pa lahko samo veseli, da ta razvoj v Impolu teče tako, kot teče, temelji na neki dolgoletni tradiciji. Zdaj mislim, da je lani bilo 190 let delovanja Impola. Imajo izjemno smelo zastavljene te razvojne cilje. Zdaj na nekaterih področjih poskušamo seveda temu tudi mi slediti. Tu sta dva projekta, ki sta aktualna. Eden je ta srednješolski, ker smo tudi s programom Metalurga uspeli nadgraditi tudi našo srednjo šolo za potrebe Impola. Čeprav vem, je bil vpis zelo uspešen, tako da tudi tam stvari uspešno tečejo. Drugi je pa tisti, ki je vezan seveda na širitev Impola, na te prostorske potrebe in tudi energetske, govorim se o širitvi cone Impol. Zdaj tudi tu stvari tečejo. Jaz verjamem, da bomo s tem lahko tudi iz lokalnega okolja podprli razvoj Impola. Nazadnje pa seveda potrebno vedeti tudi to, da pač v lokalnem okolju skrbimo za številna področja, torej za pač neko bivanje ljudi na nekem primerljivem nivoju, ki je potrebno tudi za tiste, ki seveda ustvarjajo tudi v Impolu. In jaz, kar se pa seveda Impola zadeva, pa mislim, da je to res primer ene dobre prakse tukaj pri nas. Ni veliko takih firm, pa da ne govorimo o Slovenski Bistrici pa Podravju, ampak tudi širše. Predvsem zaradi tega, ker je v Impolu zajeta celotna paleta, torej od razvoja do tega končnega izdelka, ki gre na trg. In zaradi tega seveda je še potrebna posebna podpora. Občinska priznanja pa bodo prejeli Franc Pinter, Leopold Turk in prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Poskava. Medtem ko naziva častni občan tudi letos ne boste podelili. Že prej ste malo omenjali te kriterije. Nekateri pravijo, da so kriteriji za pridobitev naziva preveč zahtevni. Kakšno je vaše mnenje? Ja, gledajte, zdaj odlok je bil sprejet že, mislim, da več kot 20 let nazaj, ki pravzaprav opredeljuje te kriterije za pridobivanje priznanja in to takrat, ko je na nek način bila skoraj že bi lahko rekli inflacija priznanj. Takrat je potem bil seveda sprejet na nek način odločitev, da je treba stvari nekako umestiti, da je treba dati določeno težo in v tem smislu jaz mislim, da je že prav, da so kriteriji postavljeni približno tako, kot so postavljeni. In čeprav vem, je komisija, ki je letos odločala soglasno v vseh primerih, vse v skladu z temi kriteriji. Tudi zaradi tega, da imajo seveda potem vsa priznanja na tisto težo, ki pač gre nekemu določenemu nazivu. Zdaj, mogoče je smiselno razmisliti tudi o verjetno kakšni širitvi, mogoče kakega števila priznanja, ker tu smo omejeni pač na častnega občana, ampak vemo, da kar se častnega občana tiče tudi preteklosti, čeprav vem, je bil samo v prejšnjem času
pisatelj Ingulič je dobitnik, potem pa 3 priznanja zdaj, ne, ki so res imela neko tako težo, širšo, tudi mednarodno. Ne. In je že prav, ne, da se te stvari držijo na nivoju, tudi kar se listine tiče in priznanj je pač tudi kar nek določen nivo, ker to daje tudi težo, še enkrat ponavljam, ne, tem priznanjem. Ne. Zdaj, če vsak drugi dobi priznanje, potem se verjetno te stvari tudi nekoliko zvodenijo. Kar zadeva pa seveda dobitnikov, ne, pa tudi vsega je zelo široko, ne, in še ena slika se zrcali skozi te dobitnike. Gre za to, da se tudi prostovoljstvo nagrajuje in lahko smo veseli, da to prostovoljstvo pravzaprav v vseh 3 primerih, ne, v našem prostoru še kako živo je bistveno širše. Ne, saj vemo, da imamo več kot 200 društev, ki delujejo na različnih področjih in da marsikaj postorijo. In jaz sem samo vesel, da te stvari tako potekajo. Posamezni segmenti društva imajo tudi čisto določen namen, težo. Zdaj pri gasilcih gre seveda za odrekanje, za reševanje, ne, so hrbtenica pravzaprav civilne zaščite, ne, potem turizem, ne, iz tega področja tu se tudi marsikaj prostovoljnega stori čisto kot nek zametki gospodarskih dejavnosti, pa šport, pa tako vemo. Ne. Tako, promocija, ne? Tako. Ravno zato bodo v okviru praznika potekale tudi številne prireditve. Zagotovo bo zelo zanimivo jutrišnje predavanje o Bistriškem gradu, o Slovenski Bistrici v srednjem veku, še posebej pestro pa bo na športnem področju. Torej za vsakogar nekaj bi lahko rekli. Ja, gledajte, vse prireditve so v našem okolju prisotne tako ali tako čez celo leto in jih je tudi obilo, ne, in mimogrede velikokrat poslušamo, da se nič ne dogaja, ne, jaz potem ne vem, kje tisti ljudje, ki to trdijo, živijo, ne, ali pa pač ne gredo nadprejo svojih vrat, pa gredo pogledati, kaj se dogaja. Tako da te dogajanje je zelo tudi pestro, ne, že do zdaj, ne, tudi na številnih drugih področjih. Ko ste pa že sedaj omenili predavanje, ne, pa povezano tudi z samim datumom priznanja. Zdaj, v bistvu na nek način občina obeležuje 2 datuma. Ne. 8. januar, ampak takrat je ta spominski dan in ga na ta pietetni način po moje zelo korektno obeleži. Je zelo pomemben datum, ne nazadnje gre za spomin, pa jaz vedno tudi rečem tudi v opomin, ne, ki je še kako aktualen tudi v današnjem času, čeprav se te stvari velikokrat zelo hitro pozabijo, pa se na njih potem spomnimo, ko je že prepozno. Ne. Tako da je 8. januar na tisti pravi način sigurno obeležen kot spominski dan, po drugi strani pa seveda imamo praznik, ne, takrat, ko se pa praznuje. V bistvu pa ima seveda na nek način Bistrica to, bi lahko rekel, srečo, na to mora biti tudi ponosno, da ima zelo dolge korenine, ki segajo daleč v preteklost. Segajo seveda še dlje od tega datuma, na katerega je vezan sveta praznik, ampak takrat, ko se je o tem pač odločalo, je bil nek dokument najden, ki je pravzaprav ta datum verificiral skozi mestne pravice, ki jih je takrat pač mesto imelo. In jaz pač tudi kar nekaj se srečujem z številnimi kolegi tudi preko naših meja, ne, in vedno vsak, ki ima možnost, da prihaja iz takega okolja, ne, ki ima neko zelo dolgo zgodovinsko tradicijo, na kateri se lahko gradi, to zelo s ponosom poudari. Ne. Veseli tudi dejstvo, da se v občini zmanjšuje stopnja brezposelnosti, veliko obeta tudi nastajajoči center socialnega podjetništva v Slovenski Bistrici. Na to ste zagotovo lahko ponosni. Ja, gledajte, zdaj klima v naši občini je, mislim, zelo ugodna in na nek način je ugodna v neki povezavi na eni strani na gospodarskem delu, na drugi strani seveda tudi z tem, kar se dogaja v javnem segmentu. Ne. Zdaj, na gospodarskem so številne iniciative, ne, vsekakor še enkrat je nosilec sigurno tega našega gospodarskega razvoja in tudi motor tega, ne, na nek način z leti in vse ostalo Impol. Ob tem je treba pa ne smemo pozabiti številnih manjših podjetij, družb, ki tudi se zelo uspešno razvijajo. Ne, in jaz se pač tudi velikokrat srečujem z številnimi posamezniki, ki imajo neke razvojne ambicije, ne, in dejansko te stvari tečejo. Zdaj z tem centrom socialnega podjetništva, pa tudi teh novih podjetij, nekaj nastajajo teh tako imenovanih start-upov, ki se bi tukaj zaokroževali, ne,
je pa to neka nova dodana vrednost, ne, posebej še, če imate to vrstne podjetja, kot je recimo to podjetje, ki ima tudi možnost preživetja na daljši rok. Ne. Zdaj, seveda imamo veliko tega socialnega podjetništva v Sloveniji prisotnega, ne, ampak veliko te stvari je na zelo kratek časovni rok, ne, dokler so na neki državni subvenciji te stvari teče, potem pa ugasnejo. Ideje je veliko, ne, ampak... Ja, ampak veliko se ponavlja, ne, in so vse vezane dejansko na neko socialno, tako rekoč podporo, čeprav socialno podjetništvo ni to. Ne. V tem primeru gre za krožno gospodarstvo, ne, če me veliko govorimo, gre za področje torej, IKT tehnologij, ne, pa še ena prvih, če ne prva tuja franšiza socialnega podjetništva pri nas je, ker je pač to ustanovilo irsko podjetje, ne, oziroma je ta matica z podružnicami v Ameriki, ne, tako da jaz mislim, da je to res tisto, kar je obetavno in je zgled za tudi druge. Ne. In zdaj moram reči, da imamo mi kar nekaj pobud, tudi z našega okolja, tudi z nekimi novimi produkti, ki jih imamo namen umestiti na to lokacijo. Bilo je potrebno pač prilagoditi temu tudi pravilniku najemu prostorov, kar je bilo narejeno na občinskem svetu, da omogoča sploh to na tak način, ne, da lahko ti podpreš štart, ne, se potem na neki daljši rok morajo preživeti sama, tako da zdaj v naslednjih dnevih, pa na tednu bo šel poziv za to vrstne pobude, ne, in na podlagi tega poziva bomo videli, koliko je tega tu prisotnega, ne, in na podlagi kriterijev jih umestili dodatno še, ker je tu še kar nekaj prostora v tem okolju. No in zdaj, če bi gledala te pozitivne kazalce, je treba povedati, da se ti pozitivne kazalce tudi odražajo v nekih primerjavah po recimo medijih. Mislim, da so Moje finance naredili en presek stanja o kvaliteti bivanja v občinah, ne, in lahko z veseljem ugotavljamo, ne, da je občina Slovenska Bistrica v absolutnem merilu na 30. mesto v Sloveniji, da pa je v Podravju na prve mesto, ne, in da je med občinami vzhodnega dela Slovenije, mislim, da zelo visoko, samo eni dve, Novo mesto, pa še ena, ker pač imajo tam te gospodarske seje, so recimo pred nami. Ne. Drugače pa smo mi vodilni in kar pa je dobro, ne, je tudi to, ne, da je na nek način eno povezano z drugim, ne, da imamo neko razvojno moment na gospodarskem področju, ampak da temu se sledi tudi v javnem delu z infrastrukturo, eno, drugo, tudi šolsko, predšolsko in vso ostalo. Ne. Tako da je bivanje tu sigurno, po moje, tako, ki je privlačno, o tem pa nazadnje pričajo seveda tudi rast prebivalca v mesto in občine, kar pomeni, da ljudje radi prihajajo v našo okolje. Ne. Nadaljujeva s proračunom. V letošnjem proračunu je prihodkov za dobrih 23 milijonov evrov, odhodkov pa za nekaj manj kot 25 milijonov. Predvidena je tudi zadolžitev v višini približno milijona evrov. Iz naslova povprečnine, ta je letos sicer nekoliko večja, je v proračunu predvidenih 14,6 milijona evrov. Kot pa ste poudarili že večkrat, to povišanje še vedno ni takšno, ki bi lahko dodatno pospešilo razvojni zagon, zakaj si seveda prizadevate že dalj časa. Ja, gledajte, jaz moram tu vas popraviti. Ne. To je zdaj v medijih prisotno, ne, ker je to pač iz strani vlade na tak način PR-ovsko, če mene vprašate, ne, sproducirano, češ da so občine dobile sredstva dodatna zraven iz naslova povprečnine. To preprosto ne drži. Ne. Zato, ker veste dobro, ne, da se ob teh zadnjih dogovarjanjih vlada pogajala s sindikati, ne, in se je vse dogovorila za pač določene dodatne ugodnosti za ljudi, kar jaz mislim, da je prav, ne. Če govorimo vse in se hvalimo z gospodarstvo je rastlo, ne, vendar se seveda to potem odraža tudi v proračunu občin, ne. In ponovno se je zgodilo to, ne, da so stroški, ki so dodatno iz tega nastali za recimo tudi slovenjebistriški proračun, v bistvu za pokriti iz naslova tega povišanja povprečnine samo polovico, kar pomeni, da se nam je realno, ne, povprečnina spet zmanjšala, ne pa povečala. Ne. Tako da ta zadeva ne drži. Ne. Zdaj, ko smo imeli mi nazadnje ta dogovarjanje, ne, tudi z vladno rano, jaz sem takrat posebej pozoril ne samo to, da pričakujemo, da bo seveda povprečnina pa zdaj res že končno začela v celoti pokrivati neke dodatne stroške, ki nastajajo zaradi različnih
momentov, ki so vezani na sprejemanje zakonodaje, pa ne nazadnje tudi na plačno politiko, ne. Ampak takrat bi pa res lahko o tem govorili, ne, da se recimo dogovorimo, ne, v nekem 5-letnem časovnem obdobju, kako se bo povprečnina vrnila nazaj na tisto, ki je zakonsko določena. Ne. Zdaj nam je popolnoma jasno, tudi meni osebno, ne, da verjetno ni možno to narediti eno leto. Ne. Zdaj na državni ravni to pomeni tam enih slabih 300 milijonov evrov, v bistvu na letni ravni jemljajo država občinam, ne. Za občino Slovenska Bistrica to pomeni dobre 4 milijone. Ne. Oziroma o dvigu povprečnine, veste, bomo lahko govorili takrat, ne, če se bo vse ostalo tako, kot je zdaj, ne, drugo leto recimo, ne, povprečnina se bo pa tam za 30 evrov recimo dvigla, ne, potem se pa lahko o tem pogovarjamo. Dokler pa se dogaja to, kar se zdaj, pa seveda ne. No in hočem pa reči to, ne, mi poslušamo o gospodarski rasti, ki je že zdaj menda prisotna 3 leta, ne, govori statistika o tem in se to tudi dejstvo, to se odraža, ne, in to je vezano sve tudi na rast bruto produkta in vsega ostalega, ne, in glejte, in jaz pričakujem, ne, da bi pa seveda en del te rasti šel pa tistim, ne, ki to rast dejansko ustvarjajo, ne. Ampak to se pravi na nekih proizvodnih delovnih mestih, ne, ta pa so praviloma izven centra, ne, če smo čisto pošteni. Ne. Ne, bi bilo prav, ne, da se en delež tega vrne tistim, ki ga pravzaprav postorijo. Ne. O tem pa še ne moramo govoriti. Ne. Edini večji projekt, ki je letos sofinanciran iz evropskih virov, deloma tudi iz državnih, je širitev industrijske cone Impol. Prva etapa zahodne obvoznice, gre za seveda težko pričakovano naložbo. Kdaj se bodo predvidoma začela prva dela? Ja, gledajte, kar zadeva te prve etape, ne, mi smo zdaj v fazi javnega naročila, ne, razpis je bil objavljen, je že zaprt, zdaj v tem trenutku se ravno upravljajo analize, ne, jaz upam, da bo postopek speljan relativno hitro, vendar je bilo zelo veliko zanimanje, tako da upam, da se ne bodo zgodile kakšne revizije, ki so pravzaprav praksa zdaj že v slovenskem prostoru, ne, in ki bi lahko vse te stvari zavlekle. Zdaj roki so zelo tesni, ne, in bi v letošnjem letu pravzaprav ta del, ne, za katerega, ki ga bi naj delala občina s pomočjo teh evropskih sredstev in pa še dodatnih virov, tudi z lastno udeležbo, ne, da bi bil končan v letošnjem letu. Ne. Ampak to je seveda vezano na pogoj, ne, kolikor bo do zdaj razpis tekoče tekel, da ne bo nekih pritožb, zapletov pred tem. Ne. Je pa res, kot sem že, to je praksa. Zdaj, kar zadeva pa drugega dela, ne, tudi tam se stvari premikajo, ne, v tem trenutku že potekajo geodetske odmere, ne, torej umestitve drugega dela obvoznice v prostor, ki bodo podlaga za odkupe zemljišč. Ne. Ta del vodi direkcija, ne, je pa res, da seveda tudi pri tem mi sodelujemo, ne, pač z informacijami, z pomočjo in tudi, če so kakršnakoli vprašanja, ne, jaz tudi v tej priložnosti pač apeliram, da se posamezniki, ki imajo vprašanja, obrnejo tudi na, recimo, na našo pravno službo. Skratka, zadeva teče dalje. Zadeva teče, no, zdaj jaz upam, ne, da bo ta dinamika iz direkcije približno takšna, ko je bila naša dinamika, ne, ker mi smo naša uprava, ne, in tu in izrekam vso priznanje, je pravzaprav v rekordnem času prišla do gradbenega dovoljenja, ker je pravnomočno dovoljenje je bilo pa pogoj za seveda uspeh na tem razpisu. Ne. Letos boste nadaljevali tudi z izgradnjo vrtcev. Nekaj večjih in manjših projektov boste uresničili tudi na področju cestne in komunalne infrastrukture. Prav tako ne smemo pozabiti na nekatere naložbe, ki jih boste izvedli skupaj z javnimi zavodi. Vse to dokazuje, da je kljub težavam tudi letošnji proračun naložbeno naravnan. Ja, gledajte, kar ne, ko ste že menili, mi v letošnjem letu v bistvu, pa delno še verjetno naslednje leto zapiramo praktično potrebe na področju predšolske vzgoje, ne, tako da bo potem ta naš predšolski in šolski prostor praktično v celoti urejen po nekih zelo sodobnih standardih. Tudi še končujemo nekatere zadeve, recimo, ki so vezane konkretno na osnovno šolo tukaj v Slovenski Bistrici, pohorskega odreda, ne. S tem se zapira tudi ta del. Je pa res, da še eno stvar pripravljamo, ne. Mi zdaj se dogovarjamo, da bi seveda šli tudi v energetsko obnovo, ne, v sistemu javno-zasebnega partnerstva, kot so že postorile nekatere občine. Tako da je že bila narejena analiza vseh teh objektov, kateri sploh pridejo v upoštev, ne, in
če bomo tu uspeli, ker to gre pa tudi, en delo je seveda vlaganje zasebnega kapitala, v drugem delu se sredstva črpajo tudi iz evropskih fondov, 40% bi naj bil prispevek evropskega sklada, potem to pomeni, da bi lahko recimo v naslednjem letu obnovili še ta del v smislu energetske obnove, tako kot so zdaj predpisane. To je en tak relativno velik projekt. Pripravljamo pa še projekte na področju čiščenja odpadnih vod, to je pa zdaj, in tudi nekatere stvari gre v izvedbo. Konkretno v letošnjem letu v Slovenski Bistrici, ker so večje zadeve, tu kar se kanalizacija tiče, pa tudi cest, in pa recimo v Zgornji Polskavi. Zdaj, kar zadeva Gornje Polskave, je relativno zelo velik projekt v celoti. Ta projekt smo mi tudi prijavili v ta dogovor za razvoj regij. Zdaj tam se stvari nikamor ne premaknejo. Zato ga pripravljamo na način, da ga bo možno ali peljati kot enovitega, vkolikor dobimo sredstva iz EU-ja, če bo sploh to možno tam. Sočasno je pa razdeljen na 5-6 etap, če pač ne bo možno, potem bomo pač nekimi lastnimi viri po posameznih etapah te stvari naprej peljali, ker celoten projekt je težek tam 8 milijonov evrov. Jaz upam, da se bo sve stvari premaknile tudi, kar se tiče tem razvojnem smislu, tudi na prostorskem področju, da bomo končno že zaprli ta naš plan, seveda na način, da bomo uspeli širiti to cono, ker zdaj smo mi v Slovenski Bistrici trenutno v situaciji, da če se pojavijo podjetja in tako rekoč nimamo kaj za ponuditi, kje bi lahko recimo gradila. Ker se tudi nekatere zadeve, ki poskušamo razrešiti, recimo na področju bivše steklarne, zelo težko premikajo, ker je tudi tam vključeno naprej. Skratka, zanimanje je precejšnje. Glejte, mi imamo skoraj tedensko kakega potencialnega recimo investitorja, saj realnost bi se pokazala potem, ko pač ponudiš, ker sočasno smo pa mi izpeljali razpis za eno našo parcelo, v coni pa ni bilo neke ponudbe. Ampak vseeno, so pa pojavljajo in jaz sem prepričan, da bi med temi se tudi našli. Gre pa tudi za potrebe podjetij, ki so že tu prisotne. Recimo, kaj sem na področju konkretno steklarne, je ta Mojstrovina, ki koliko sem jaz te stvari videl, pa to je malo z mojega področja, ker sem pač strojnik, delajo zelo kvalitetne izdelke z veliko znanja in se želijo širiti, pa se ravno zaradi teh zastojev vezano na državno pomoč stvari ne premaknejo. Gospod Žagar, ste tudi predsednik razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in ravno v teh regijah vlada veliko razočaranje, ker po letu dni še vedno ni sklenjen dogovor za razvoj regij. Ta pa je seveda osnova za črpanje evropskega denarja, kot vemo, zelo pomembnega, morda celo, bi lahko rekli, enega edinih prilivov občin. Tako ste že zahtevali spremembe operativnega programa za zmanjševanje razlik med kohezijskimi regijami, torej med vzhodom in zahodom. Kako daleč so te zadeve? Ja, saj gledajte, kar zadeva tega dela, to je pa seveda ta druga točka odnosa državne ravni do lokalnega, regionalnega nivoja, ki se odraža v tem obdobju v zemljem centralizmu. En del smo že osvetlili, to je kar je vezano na financiranje občine, zdaj ta drugi del je vezan na nek regionalni razvoj. Glede na seveda možnosti tudi Slovenije, tega se mi zavedamo, da pač lastnih sredstev praktično ni veliko na voljo, so pa evropska, so ta sredstva, ki so bila tudi v preteklosti, v prejšnji finančni perspektivi, lahko podlaga za regionalne projekte. Žal, v času priprave operativnega programa nekje podlaga za pač koriščenje teh sredstev, nismo uspeli teh stvari dogovoriti z državnim nivojem in tako rekoč razen mestnih občin so občine tako rekoč v celoti skoraj odrezane do teh sredstev. No, mi smo z temi napori uspeli, tudi s tem projektom, pa še z nekaterimi drugimi manjšimi, tudi na Lasu, pa na prekomejnem, to je ta Heritage, pa celo imamo neke direktne projekte skupaj s partnerji iz drugih držav. Tako da mi sicer imamo nek določen izplen, ampak tisti sistemski pa ga ni. Bil je narejen nabor projektov po regijah, ker tudi občina Slovenska Bistrica participira, omenil sem že konkretno na okoljevarstvenem področju z tem čiščenjem odpadnih voda, vendar preprosto v operativnem programu za to sredstva ni. Mi smo
pa tudi jaz osebno, ker pač nekoliko poznam te zadeve tudi skozi moje delo v tujini, sem apeliral vse na spremembo operativnega programa. Mi smo 2 leti poslušali, ne, da to pač ni mogoče, ne. Zdaj pa naenkrat je mogoče. Ne. Zdaj pa smo enkrat prišli v situacijo, zaradi tega, ker so očitno neke druge ambicije na vladni ravni, da bodo šli v spremembo operativnega programa. Ne gre za to, da so ugotovili, da na posameznih segmentih, predvsem tam, kjer so ti tako imenovani finančni inštrumenti, ni videti, da bi sploh Slovenija počrpala ta sredstva, ne, in bi bilo smiselno ta sredstva zdaj seveda preusmeriti. Ne. Torej gre za to, da bi iz kreditnih aranžmajev šli v nepovratna sredstva na tem segmentu. Naredili so neke osnutke zdaj teh sprememb, ne, ampak za temi osnutki seveda regije spet nismo zadovoljni, ker ne vidimo, ne, kje je ta naš regionalni del. Ne. In ironično je to, ne, da pravzaprav se mi pogovarjamo tam o 10 do 15% celotnih sredstev iz operativnega programa. Ne. Zdaj na voljo, Slovenija ima na voljo 3,3 milijarde, ne. V preteklem obdobju je bilo teh 4, pa še nekaj, ne. Takrat so občine preko regionalnih programov dobile tam 600 milijonov, ne, tako da smo mi zdaj pač na nek način apeliramo, naj vlada zagotovi vse teh recimo 400 milijonov znotraj tega operativnega programa skozi te spremembe. Ne. Zdaj ne vem, kako bo tekla debata, ker neki prvi predlogi so prišli, tam se ponovno praktično ni nekega velikega premika. Naprej bilo narejenega, ne. Mi smo skupaj z pravzaprav celotna vzhodna regija, no, torej kohezijska je dala smo dali svoje pripombe na to, čakamo na tem trenutku na odziv. Je pa po mojem nujno, ne, da seveda pride do tega dialoga, ne. Zdaj Slovenija sprejema vizijo razvoja Slovenije za leto do leta 2050, nekaj noter piše, da bomo leta 2050 tisti, ki še bojo, da bomo srečni, ne, tako ste rekli, ne. Zdaj jaz to že razumem, pa fajn, da bojo srečni, ne se na tej deklarativni ravni, nihče ne more reči, da ne bo tega podprl, vendar bi radi videli, ne, zdaj mi čisto operativno, ne, danes smo imeli to diskusijo na skupnosti občin Slovenije, ne, kako bomo pa zdaj mi do te sreče prišli, ne, če po tem trenutku pa trendi grejo pa v obratni smeri, ne. Recimo razvojne razlike se povečujejo in ravno večer je objavil nekaj časa nazaj, ne, primerjavo statističnih kazalcev za vzhodno pa zahodno Slovenijo, ne. In čisto vsi statistični kazalci, ne, na vzhodnem delu Slovenije so bili bistveno slabši kot na zahodnem delu Slovenije, ne. Zdaj eden je odstopal, ne, pač nekdo mi je rekel, ne, veš, to pa je pozitiven kazalec, ne. Stopnja kriminalitete je pa na vzhodnem delu nižja kot na zahodnem. Sem rekel, ne, oprosti, ampak ti moraš prav čitati te podatke, ne. To pomeni samo to, da pri nas več ni kaj ukrast, ne. Zato pa je tudi stopnja kriminalitete nižja, ne. In zdaj, in recimo v tej viziji tudi piše, ne, o tem, ne, kako bo regionalni razvoj stekel, ne. Če želimo res kaj potem narediti, potem je treba te stvari tudi podpreti, ne. Govor je bilo o tem, da je treba Sloveniji spostaviti zaupanje, ne. Glejte, mi lahko napišemo v ne vem kakšne dokumente, da je treba spostaviti zaupanje, ampak spostavljanje zaupanja temelji na dejstvih, ne. Jaz sem tudi pristojni ministrici zdajle, ko smo se v Varšavi srečali, ne, ker gre za obrambo kohezijske politike. Generalno gledano, ne, v prihodnje pač rekel, da je pač treba zaupanje podkrepiti z dejanji, ne. In zdaj v tem primeru prvo tako dejanje je sprememba operativnega programa. Potem bomo lahko videli, a lahko govorimo o nekem zaupanju, pa ne moramo, drugače so to mrtve črke na papirju, ne, in sreča bo odvisna od teh črk, ne. Omenili ste že Varšavo, to je bilo konec preteklega tedna, tam ste bili kot vodja slovenske delegacije v odboru o regiji na konferenci o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020. Tam ste izpostavili, da po vašem mnenju Evropska unija pri tem potrebuje resnično vključevanje regionalnih in lokalnih akterjev. To je pravzaprav bistveno. Ja, gledajte, če smo iskreni, ne, najbližje potrebam, prvič na eni strani nekim potrebam, na drugi strani tudi nekim razvojnim vsebinam, so tisti, ki smo najbližje v kontaktu z ljudmi, ne. Se pravi, gre od spodaj na zgor, ne. Tu se vidi, kaj je potrebno tudi pri nas. Mi vemo, kaj bi bilo treba po Slovenski Bistrici narediti. Mi vemo, da treba narediti, recimo, če hočete, to zahodno obvoznico z energetskim koridorjem za Impol, pa bo Impol lahko se razvijal naprej, ne. In če želi seveda nek razvoj steči, ne, potem mora biti ta stvar vezana z nekim dialogom, ne, z partnerskim dialogom, ampak na način, ne, da drugega poslušamo, ne. Je pa res, da seveda tudi iz lokalnega okolja ni vse prav, ne.
Ampak vseeno se stališča zmenijo in na podlagi argumentov poišče čiste prave rešitve. Ne. Zdaj, ta partnerski dialog je bil zelo poudarjen tudi že v preteklem obdobju, vendar se na njega potem v Sloveniji praksega pa več ni bilo. Ne. Formalno je bil upravljen, dejstvo pa ni bilo in zato smo tudi pristali tukaj, kar se tiče konkretno teh evropskih sredstev, ki so na voljo za recimo področje celotne Slovenije oziroma niso na voljo. Ne. Zdaj, kar zadeva pa sicer prihodnost, po letu 2020 je pa težava v tem, da pač Anglija izstopa iz Unije, to se bo odražalo na spremembi financiranja, države, ki so najbolj bogate, niso več pripravljene tega banka recimo pokriti, dodatno prihajajo dodatni problemi, kot so migracije, kot so še nekateri drugi, in vse te zadeve, ker pa ni možno večati proračuna, bi se želeli seveda financirati na račun kohezijske politike, ker je tu pač ne lažje. Kmetijska je nedotakljiva, zato ker so pač 2-3 države tiste, ki so odločilne tam, kaj vem, Francija pa recimo Nemčija. In je zdaj najbolj na udaru. Zdaj pa seveda kohezijsko politiko v smislu razvoja pa najbolj potrebujejo take, to je vzhodni del držav. No, tudi recimo še verjetno Nemčija pa še vse vzhodni del. In zdaj naenkrat so tudi države ugotovljene, da pa pri prizadevanju za ohranjanje te politike bodo pa potrebovali regije. In zato je bilo to srečanje v Varšavi, višegrajska skupina 4 držav plus 4 države. Še se pravi 8 držav je bilo, 8 ministrov, ki to pokrivajo na eni strani, na drugi strani je bil pač odbor regije, ki zastopa pravzaprav celotno Evropo in tu smo vse mi poenotili stališče. Ampak zdaj pa, če govorimo vse o slovenskem primeru, da smo pa spet tam, če želimo vse biti res korektne, potem pričakujemo, v smislu zaupanja, o katerem sem govoril, da pa se bo to odražalo že pri obstoječi finančni perspektivi. Ne pa, da bo zdaj to država uporabila za ne vem kakšne tudi visoko leteče projekte, ki pravzaprav ne bodo ničesar dali, potrebe so pa drugod. Ko pa bi bilo potrebno za, kaj vem, po 2020, bi bilo pa dobro, če bi pa mi bili na isti valovni dolžini. Ja, se smo na isti valovni dolžini, samo več čas, in pričakujemo, da bomo z te valovne dolžine tudi mi kaj pač dobili. Je pa vse to pomembno, že iz tega vidika, tudi za Slovensko Bistrico, ker vi veste, da v preteklem obdobju je bil ta prostor recimo iz evropskih sredstev prenešenih tam več kot 40 milijonov evrov sredstev iz kohezijskih skladov. Zdaj je tega vse bistveno manj, ampak še vseeno nekaj, upam, da se bo stvari spremenile, kot sem že rekel, spremembo OP-ja, v prihodnje, je pa seveda ta del v tem smislu na udaru. In zdaj, če se uspe ohraniti kohezijsko politiko, jo tudi nazaj vrniti na način, da bo res imela to funkcijo solidarnosti, ker zdaj še ena težava, da ti finančni inštrumenti, tale Junckerov načrt, veste, v tem primeru gre predvsem za po bypassu jemanje sredstev vzhodnemu delu in ga vračanja zahodnim državam. Saj zahodne države, tiste, ki največ plačajo, niso, veste, na nekem deficitu. Direktno mogoče, ja, ampak posredno pa vsa ta sredstva dobijo nazaj pa še nekaj zraven, če bi šli dejansko pogledati rezultate. Gospod župan, za konec pa seveda še vaše voščilo občanom ob letošnjem občinskem prazniku. Ja, najprej jaz želim seveda vsem občankam, občanom vse dobro, tudi v letošnjem letu. Zdaj, glede na pač razmere, ki so v tem našem prostoru, ki kljub težavam, s katerimi se srečujemo na številnih področjih, ampak veste, vse težave morajo biti zato, da jih rešujemo, kaj bi pa sicer počeli. Smo lahko nekako pozitivno naravnani, smo lahko optimisti, in tega optimista se moramo zavedati in ga moramo pravzaprav sami pri sebi na nek način tudi živeti. In če bomo to znali na tak način živeti, tudi v smislu sodelovanja, jaz mislim, da tega je veliko prisotnega v našem prostoru, ker sicer ne bi stvari uspešno tekle naprej, potem bomo lahko, tako piše v tisti viziji, razmišljali tudi o sreči pomoči še preko v leto 2050. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, hvala za pogovor in seveda lepo praznovanje vam želimo. Hvala tudi vam in seveda lepo praznovanje vsem našim čakamčanom. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost in še naprej lep večer.